Priložnost je pač takšna, da je pred, recimo, izračunati, 3-4 meseci, skratka v juniju letošnjega leta je išla knjiga, pravzaprav na nek način prva, čista prava knjiga o delu oziroma z deli Gorana Bertoka, ki vsebuje dve seriji, ne vem, po mojem mnenju, eni najbolj oddarnih serij Bertokovih, Obiskovalci in Postmortem. Skratka, gre za dvojno knjigo v skupnem pakiranju. Skratka, potem bomo malo več razložili, skratka, obstaja en limited edition v tej škatli, obstaja tudi, mislim, je pa na voljo tudi knjiga kot takšno, običajna, brez tega limited edition. Fotografije pomena. Pa fotografije seveda. In pravzaprav gre na nek način za skupen projekt, no, tudi tako se zdaj vedno predstavlja. Skratka, gre za avtorsko knjigo, ne gre za zdaj pregledno monografijo, ne. Knjiga je, sicer vsebuje en intervju, ki bo potem Goran povedal, od kdaj je, ampak sicer pa nima nekega teksta, nima tega klasične uvodne študije in tako naprej. Skratka, na nek način gre za avtorsko knjigo ali pa fotografsko knjigo, ki so pravzaprav danes v zadnjih letih nekako v porastu oziroma nekako precej popularna forma. Pravzaprav gre za formo, ki je sama po sebi forma prezentacije, ki je lahko v bistvu nekako nadomešča tudi razstavo kot takšno. Zdaj pa, jaz bom mojim obema gostoma par vprašanj postavil. Zdaj začel bom seveda z Goranom. Skratka, jaz sem že omenil, te dve serije, Postmortem pa Obiskovalci. Zakaj ravno te dve? A si imel kaj drugega na voljo? Mislim, na zadnje, Obiskovalci je serija, ki stara že skoraj 10 let, kaj se je začel delati. Ja, predvsem gre za to, da sama ideja, da bi knjigo izdali, je Matejeva, tako da recimo on je imel najprej to vizijo, ki sem si jaz potem prilagajal, oziroma se mi zdi, da je knjiga v tolikšni meri, recimo temu dizajnersko delo, oziroma knjiga, ki ni zgolj monografija, ampak knjiga, za katero bi rekel, da je ne nazadnje namenjena zbirateljem oziroma ljudem, ki hočejo, da vsaka od teh knjig zgleda nekaj posebnega, skratka ni to običajno monografija, kjer samo oblikovanje, dizajn, bi rekel, da sta v drugem planu. Recimo pri teh knjigah bi pa rekel, da gre za to, da ima že sama knjiga, da je nek umetniški izdelek, oblikovalski izdelek, recimo ti si temu rekel objekt, ki je, jaz bi temu rekel, v nekem smislu knjiga fetiš po svoje, namenjena zbiralcem in tako naprej. In bom rekel, njegovo videnje, kaj on hoče imeti, je bilo, pač meni se zdelo v redu in jaz sem se kvečeno potem temu prilagajal, oziroma dal nekaj pripomb, ki jih je upošteval, potem se pa nisem vmešaval v to obliko in izbor, ki se mi zdi v redu, in tudi povedal, zakaj se mi zdi izbor tudi dve seriji v redu. Tako da sem dal samo zgolj nekaj pripomb, ki so upoštevali. Da sta pa samo ti dve seriji, se mi zdi v redu kot eno, recimo, da je tu nenazadnje obstaja največ tudi neka omejitev, ki se reče velikost knjige, kar pomeni tudi finančno. Druga varianta bi bil nek knjiga, v kateri bi bil pregled celotnega opusa, kar pomeni najbolj bi bilo to čisto finančno nemogoče. Po drugi strani se mi zdi pa v redu, ti dve serije absolutno pašeta skupaj, v smislu, bi rekel, že zakaj po eni strani imaš ogenj, led, skratka Obiskovalci kot ogenj, krematorij, Postmortem kot led, hladilnica. Druga stvar je, recimo, da bi rekel, ista trupla, če bi kreiral nenazadnje, vidiš, gre za portrete, tako pri Postmortem kot pri Obiskovalcih, to so portreti, jaz to gledam kot portreti, in tudi eno in drugo so portreti, recimo, če bi dal kakšne druge serije, recimo v tem smislu ne gre za portrete.
Tako da mislim, da je to pač pravilna odločitev, ki je bila v bistvu pa njegova odločitev. Ja. Ampak sej, pravzaprav gre, lep internet sem. Ne nazadnje gre, sam moment. Vse lepši projekcije. Skratka, ne nazadnje gre pri tvojih delih. V večini gre vedno za portrete, čeprav pomislim, v veliki večini tvojih del. Ampak, zdaj pa, če grem dalje, zdaj povabilo, da delaš knjigo, to ni verjetno prav pogosto v Sloveniji, da je zelo težko izdajati knjige, sam je verjetno ne bi zmogel. Si jih že najprej probaval? Recimo, da pomislil sem in kar pomeni, da bi lahko nadaljnih nekaj let še vedno razmišljal, to bi po vsej verjetnosti ostal, to bi razmišljal. Tako pa je tukaj prišel na tej zemlji zelo izdelano idejo, konkretno časovnimi roki, se je pač začelo delati. Skratka, brez tega če bi se lotil sam, bi imel na zadnje svojimi izkušnjami in tako naprej različno. Tako da jaz bi rekel, sam se tega pač ne bi ravno lotil tako veliko zemljo. Ne bi izpel, ker doslej tega pač nisem uspel. Pomisli pa najbolj vsak, ki fotografira, pomisli, da bi izdal knjigo. Matej, zdaj ti si nekako, pravzaprav seveda, kot je že Goran rekel, prebil let. Ti vodiš založbo, The Angry Bat, se reče, zdaj v bistvu, to je tretje izdaje tvoje, če se ne motim. Skratka, najprej si, mislim, da dve svoji knjigi, recimo temu samo založil, skozi založbo in kako to, da si Goran prvega izbral? Mislim, čisto malo vprašanje. Večina ljudi vpraša tako da. Pač skozi ta postopek mojega soočenja s knjigami, pa dela s knjigami, ker istočasno imam tudi fotoblog s fotoknjigami, pa mi ljudje z celega sveta pošiljajo knjige, ker jih potem predstavljam vsak teden. In vpogleda v to knjižno produkcijo, ravno v zadnjih 2 letih ta blog malo intenzivno poteka, sem objavil preko 300 knjig. Vedno je potem ustajal ta občutek že pri mojem izdajanju, da bi nekaj več rad, če želim sam, da se založba prav razvije, je pač naslednji logični korak, da izdam tudi knjigo od nekoga drugega. Je pa bil tudi takoj, pravzaprav sploh ni bilo drugega človeka, o katerem bi pomišljal, bi bil takoj Goran. To pa predvsem razloga zaradi tega, ker mi je, kar sem videl prvič serijo Obiskovalci, mi je zelo močno nekaj prizadela, ampak zdela se mi je super. To je zaradi tega, ker se ukvarja s tematiko, ki mislim, da je ravno pri nas premalo je posvečene pozornosti. Mislim pa, da je zelo pomembna tema. In tudi mene samega je že vedno, ne bom rekel, zanimala, ampak me bolj strašila, razmišljaš o njej, pač smrtnost pa ena taka stvar, o kateri nočeš razmišljati. Ampak je del našega vsakdana, s tem se bo zgodilo, umrli bomo in se mi zdi zelo pomembno na nek način, da se soočamo s tem. In zdelo se mi je pomembno, to je zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo malo, res zelo malo tako močno, tako dobro narejenih stvari, kot je Goranova stvar. In začela se mi je izoblikovati ideja in najprej sem že to delal nekak idejo, predno sem pristopil do njega. Je bilo to zelo neformalno, na neki otvoritvi v galeriji fotografija, sem omenil. Pa ga je zanimalo, pa se zatem dobila, pa... Sam da zadnji internet sem naredil na to, kar zdaj gledamo. Jaz ne vem, če Goran, je bilo to kdaj pokazano v Ljubljani? V Sloveniji ni bilo. No, jaz sem tudi to pred kakih slabih pol leta prvič videl, to je video Obiskovalci, oziroma ima tak drug naslov, pač del serije, zelo fajn paše k fotkam. Tako da zdaj ne vem, mogoče ga skoro premierno plekažemo. Je pa tudi del postavitve na razstavi v galeriji Foton na Dunaju.
se mi zdi popularni pri obiskovalcih. No, skratka, evo, da malo konteksta postavim, ko se to v zadju med drugim vrti. Zdaj, če grem nazaj na zdaj založništvo, pravzaprav v zadnjih parih letih nekako bil izbruh tega knjižnega založništva oziroma založništva v smislu fotografskih knjig. Recimo, tudi ta knjiga bila prvič predstavljena na Vienna Photobook festivalu, ki je pravzaprav en tak ogromen sejem fotoknjig. Zdaj, kako se ti v bistvu s tem soočaš na slovenskem trgu oziroma koliko si v bistvu mednarodno usmerjen? Jaz sem že opazil pri prvih dveh svojih knjigah, da večino knjig, 90% prodam v tujino. In to, ali se to preko knjižnih sejmov, ali direktno preko kontakta z knjižnicami, spletnimi knjigarnami, tako da v Slovenijo gre zelo malo tega. In tudi v slovenskih knjižnicah se vidimo, koliko je založnikov v Sloveniji, zelo malo, na prste roke lahko preštejemo. Ta celi boom pa mislim, da ravno zaradi tega, zato ker je postalo dosti bolj dostopno založništvo, to samo založništvo. Če recimo pogledamo print on demand, takšne stvari, jaz sem še vedno se prav orientirati pri vseh treh na svojih knjigah, založbe, govorim ene stvari, da pač se naprovam neki normalno edicijo narediti. Torej, da ni res tisti print on demand, neka mala 50 knjig, ampak da še vseeno prilagajam pač naklado izdelkov. Tako da se mi je zdelo recimo pri knjigi od Gorana, da bi lahko šlo 300 izvodov, kljub temu, da je pač tako kot je močna stvar, to sem že opazil, vse sem že prej pričakoval, da lahko je še tako močna stvar, ampak je preprosto težka tematika, da bi ljudje kar tako naročali. In že moraš potem res je predstaviti, jaz sem opazil potem na sejmu na Dunaju, da ko sem recimo ljudem predstavil, pa malo bolj pokazal, pa to se jih je dosti odločilo za nakup, recimo tudi, ko mi niso bile všeč. Grozno recimo sem bile fotografije, pa so samo špegali noter, ne? Ampak so potem vseeno odločili za nakup, tudi zaradi tega, ker pač z drugačnimi očmi začnejo gledati na to, ko pač samo preletijo. Tako da mislim, da z tega vidika. Ja, skratka, večino praviš, gre v tujino preko spleta. Zdaj, teh založb manjših je verjetno kar precej po svetu, si predstavljam. Kako si izboriš svoje mesto, recimo v tem, zdaj sploh v tem navalu? Začelo se je postopoma, začel sem takrat taktično s tem, da sem najprej naredil svoj blog, pa tam potem nekako prepoznavno zgradil, pol pa s prvo knjigo z Amerika Majo je bila sreča, da je pač, to je problem v tem knjižnem svetu, pa mislim na tem galerijskem svetu, da moraš imeti to malo srečo, da te eden malo pušne, eden od teh znanih ljudi, ali pa ko ima neke velike vloge, eden od znanih kritikov in potem prodaja super naraste. In ta celi boom je takrat nastal potem, odkar sta ta največji boom, odkar sta Martin Parr pa Berger izdala svojo 3 monografije. Kar pa je problematično, da tudi z neko močno stvarjo, recimo tako kot je Gorana stvar, mislim, vedno je bil malo strahu, ne, že prej sem vedel, da če pokrijem stroške, je to super, v idealnem, optimističnem, jaz sem pač optimistično gledal, ne, prodamo celo naklado, še bolj pa da Goran recimo nekaj ima možnost zaslužiti, predvsem pa tudi, kar je bilo meni zelo pomembno na začetku, je bilo tudi, da recimo mislim, da si zasluži dosti večjo prepoznavnost, kot ima. In pač z tega vidika upam, da bo lahko kaj pripomogla knjiga tudi k temu, da prije na neka mesta, kjer mogoče sam ne bi mu prišel. Knjiga se mi zdi pa ravno zato, ker če pomisliš se veš, da knjiga za neko relativno nizko ceno v primerjavi s fotografijo, če gledaš se veš, je to neprimerno ceneje od originalne fotografije, v enem imaš notri 2 seriji in pričakuješ, da bo pač knjiga šla že pri nekem nizkem številu prodanih izvodov praktično bo šla na vse konce sveta, se veš, in bo tam nekje stala na polici in tudi veš, da ta knjiga bo čez desetletja nekje, se veš, pač prijeten občutek, se veš, bistveno drugače, kot če misliš, da si nekomu prodal recimo eno fotografijo ali 10, skratka. Pričakuješ, da bo dosegla neprimerno več ljudi in tako naprej. Prije tudi tako, recimo, ko so v knjižnici, kjer ostane potem to ne, pa je to je možnost potem za druge ljudi, da si to pogleda. Pa knjiga pa za mene je toliko bolj posebna tudi potem zato, ker je
Zato sem tudi tako oblikoval pa vse, da je intimna. Da si človek vzame čas, ker je tudi taka intimna tema, da se pač vsede, pa da se to res pogleda. No, sej to, zdaj glede samega oblikovanja, ne. Jaz, ko je Goran najavil, da bo knjiga, jaz sem si predstavljal eno veliko robustno, v kovino, ukovano knjigo, ne. V bistvu je pa to ena taka nežna knjigca z, kako je, japonska vezava, ne, mislim, zašita je. To je ročno delo, pravzaprav, ki si ti 300 knjig zašil. Ja, niso še vse čisto zašite, tako da glede na povpraševanje išimam. Aha. Ja, mislim, pač dolgotrajno delo je, no, mislim... Pa bilo to v bistvu konceptualno odločitev, recimo to vrstna vezava ali pa to... Jaz mislim, da so to samo dodatki zraven, ki pripomorejo, da je pač knjiga nekaj posebnega, pa da je nekaj več, recimo, ko samo fotografija ena za drugo. Zato je tudi editing, celi storytelling v knjigi drugačen, ko samo fotka za fotko, ampak vsaj jaz z mojega vidika prav nekaj več dosečne. Recimo, pri postmortem ima to takoj na začetku močen pogled v tebe, enega očesa, ko niti ne veš točno, kaj je. Sploh tisti ljudje, ko niso seznanjeni s skorajnimi serijami. Pol pa to zunaj pa so samo dodatki, nekaj malenkosti, ki samo dajo dodatno vrednost. Niso tak pomembne grodno, samo je pa treba biti pazljiv po moje, da jih ni preveč, ne. Jaz sem to samo, da je vseeno, da je rekviem, pač kot Maša za mrtve, mala stvarca, črna stvarca, intimna stvar in ta japonska vezava pač najbolj mi je pasala zraven, pravici povedano. Ja, no zdaj Goran, ko smo omenjali zdaj to distribucijo, recimo malo tega, da se širi vest, oziroma informacija o sami knjigi. Jaz sem opazil, mislim, da pojavila so se objave. Mislim, da bi en intervju zdaj nedavno objavljen s tabo, kaj že American Startup X. Skratka, pa še videl si na določenih blogih, skratka, ampak vsem gre pa verjetno za dost mehno skupino, mislim mehno, gre za zelo omejeno skupino ljudi, ki so verjetno ljubitelji tovrstne umetnosti. Nazadnje, stvar je še vedno tabu, ne? Koliko si se ti recimo zdaj, ko je zadeva malo bolj izpostavljena, koliko si se srečeval s tem, ali pa tudi že v preteklih 10 letih, odkar si objavil obiskovalce, koliko si se srečeval s tem dejstvom, da je to neizmeren tabu? Ja, žal sem se srečeval s dejstvom, da recimo nekateri izjavijo, da so jim fotografije všeč, da jih pa ne bi imeli doma, recimo, to je za prodajo nekaj veš kaj, zdaj, če je tabu, rekel, da je to pač namerno, jasno, vedno me je zanimalo, bom rekel, zdaj tabu, provokacija, mislim, zdaj kaj je provokacija? Provokacija je izzivanje, provokacija je lotiti se nečesa, kar je prepovedano. Ampak pač to je nek začetek ali pa nekaj, kar, veš, provokacija je bila tudi pri prejšnjih serijah, ne vem, se veš, črno-beli Holmen stigmata, kjer bi pač spogojno rečeno za sadomazohistične prakse. Tako da, zdaj vprašanje, kdo so si veš ljudi, ki bi radi imeli doma tako fotografijo. Ja, ker verjetno... Tu lahko seveda rečem nekaj, da se veš, da pač nisem edini, ki se ukvarja s fotografijo mrtvega telesa, trupla. Tako rečem pač edino, da počnem to na mogoče drugačen način kot drugi. Vsem pa ni veliko te scene. Ja, no, na srečo ni. Zdaj sicer nisem je točno to vprašal, ampak recimo bi to absolutno bi pa primerjal s fotografijami, ki so na internetu, recimo fotografije trupel, kjer bi se recimo ločil, pač naš pogoste so fotografije, ki so, ne vem, jaz bi rekel, ali gola provokacija, ali pa, ne vem, pogojno rečeno, ali pa kar direktno neke morbidnosti, recimo jaz bi rekel morbidnosti, ne estetske zadeve, se veš, trupla z prometnih nesreč, kriminalnih dejanj. Tako da po eni strani lahko rečeš, da ljubiteljev tega je najbrž dosti, če je velika ponudba, vsaj na internetu pomeni, da tudi ljubiteljev dosti, se veš, najbrž je pa seveda razlika, to nekdo gleda, oziroma opazuje na skrivaj, pa ima to na steni kot recimo tam umetniški izdelek ali pa. Samo jaz mislim, da to je razlika, ne, kdo bi si zdaj recimo tako stvar kupil, ko je Goran rekel, ne. Obstaja ali tak krog ljudi, recimo, ki bi si želeli to gledati,
pa bi ali na skrivaj ali pa kakorkoli. Pol pa spet je ta krog ljudi, če priješ v to sfero, recimo, da si poznan, pa da te nekdo malo spušta, ne? Pa zbiratelji potem, samo zaradi tega, recimo, ker si tam, kjer si. Ker se ukvarjajo, recimo, od Witkina do Mary Ellen Mark, kar nekaj fotografov se ukvarja s to tematiko, kar konkretno, pa dosegal neke cene. Če to vprašanje, ne vem, morbidnosti se veš isto, ne vem, pri erotični fotografiji se veš, to erotična fotografija, ali umetnost, ali pornografija, mene bolj zanima, je to kič ali je nekaj drugega, kar ni kič, ne vem, pač jaz to ne vidim problema pri sebi, ker se mi zdi, da je pač tu jasno, kako se ukvarjam s to tematiko. Ampak to me zanima, recimo, zadnjič si mi omenil Jeffrey Silverthorna, ki sem pred 5 leti bil v Fotonu, tudi na razstavi. Omenil si to, kako se že reče, v tej seriji Mrtvašnica, verjetno. Možno. Pozabil sem ime. Pravzaprav gre za zelo eksplicitne fotografije mrtvih ljudi v mrtvašnici, dojenčkov, otrok, vseh. In on ni očitno nikoli imel velikih problemov s temi fotografijami. Danes se zdi, da če bi eksplicitno fotografiral neko truplo, ki bi bilo prepoznano in zato ne bi imel eksplicitnega dovoljenja, bi imel blazno večje probleme. Mislim, ne vem, si že probal, no? Ne, poznam sicer bolj malo primerov, da so ljudje imeli se več probleme. V bistvu bi to rekel, čem je problem tukaj, mislim, ni problem. Mislim, seveda, gre predvsem za tabu, za varovanje nas samih kot samih sebe, kako se temu reče. Nazadnje imamo v družbi danes v bistvu fenomen tega, da pravzaprav je truplo brez dovoljenja prepovedano objaviti v zahodnem svetu, medtem ko vam je dovoljeno gledati truplo iz tretjega sveta. V časopisih to ni prepovedano. Zaradi tega v bistvu sem neko to primerjavo potegnil. Če bi bilo danes možno nekaj takšnega, po tvojem mnenju, kot je naredil Jeffrey Silverthorne takrat v 70-ih, mislim, da ne? Najbrž bi bilo, odvisno kakšno bi bilo posledice. On je govoril. Odvisno, ki je truplo, spet se nahaja. Recimo, Ellen Mark je na Skandinaviji slikala, ko malo truplo odložijo, da razpadajo. Potem, recimo, ko se vidi vse od obraza na začetku, do kakor črvi. Misliš, da je policijska uporaba. Ja, kakor črvi potem, recimo, režirajo počasi na vse skupaj. Tako da mislim, ni to takšen problem. Kar sem jaz opazil, da ljudje drugače reagirajo medijske podobe, se čustveno tako odmakne. Da pa če dobiš nekaj takega v roke, to vseeno dosti bolj osebno. Vsi se tako vprašajo, kaj bi, če bi bil to nekdo od mojih znancev. Jaz sem imel dosti ljudi, recimo zdaj, ko so gledali, pa jim je bilo super stvar na Dunaju. Ko so vprašali, kako pa je bilo to narejeno, slikano v mrtvašnici ali pa slikano v krematoriju, pa so obrgli knjigico stran. Ne vem, kaj so si predstavljali, da je pač neka manipulacija, da bed, recimo, si ni predstavljal. To se ne sliši. To je najbolj pri Visitor so obiskovalci. Ja, tam predvsem. Tam predvsem mislim, da je to... Računalniška animacija, v nekem smislu. No, tudi zato sem slišal, recimo, Mrtvo oko, smo, mislim, Mrtvo oko, izsek obraza, ko smo ga na javno fotografijo kazali. Dejansko je prišel od tega, da mislim, da je to montaža. Ker si nihče ne predstavlja, da bi to lahko bilo res. Zdaj, zakaj bi bilo, ne? No, okej, zdaj, ja, znači, da grem naprej, še tebe eno stvar vprašam, zdaj, ko smo ravno malo obdelali založbo, pa tretja izdaja, kaj imaš v planu? Koliko izdaj na leto si lahko voščiš? Najprej moram pokazati stroške za Goranovo knjigo, pa bomo dalje razmišljali. Ampak je tudi stvar v tem, da kaj pričakujem, mislim, zdaj sem dobival vedno več popraševanj fotografov, da bi recimo izdali knjigo pri meni, tudi kontaktirala mena fotografka, ki je tudi Keller recimo rekel, da bi objavil knjigo. Zdaj pa
Tudi jaz sem se najprej vprašal, zakaj ne, potem neko malo založbo so se začela pogovarjati, rekla, že vseeno neko prilagajanje, res večje prilagajanje kot pri veliki založbi. Ko sem slišal, recimo, te velike založbe vse zdaj pričakujejo od večine fotografov, da če so svetovno znani, velik denarni vložek. Recimo, od enega fotografa sem ravno bral prispevek, pričakuje 12.000 funtov, kar je 15.000 evrov. Kerer. Ja. In on jim je dal pač teh 15.000 evrov za njihovo, pravzaprav vse je delo samo od oblikovanja do vse skupaj, oni so pač delali samo prenosi SRGB-ja v CMYK, malo so pač seveda tiskali so oni, pa svojo strokovno so prinesli, ampak oni drugače vse kriv, zato je dobil 300 knjig od 1000. Tako da težko pokril vložka. Ne bo pokril vložka. Je napisal, da ne more pokriti vložka. In problem je v tem, zato, ker je to tak zasičen trg časa, da je težko je biti kamorkoli. Jaz se tudi zavedam, za eno knjigo na leto, tako da jaz izdajam, moraš imeti srečo. In da pokriješ, mislim, moraš biti prepričan v to, da boš lahko pokril po eni strani, pa potem vse, kar je plus, je super, ne. Pol pa še moraš imeti to srečo, da slučajno, ne vem, kakšni močni osebi, ali Martin pa recimo je všeč knjiga, pa da na kakšni festival, ker potem se pa na Dunaju sem sedel skupaj iz Rohrhofa založbe, ko je dala ta Hidden Islam, ko je postala potem fotoknjiga v Paris Foto in je potem v 2 letih tretja naklada že po 1500. Zato, ker je pač neko ime tudi to potrdilo in nagrade in super šoba. In jaz se tega zavedam sicer, zato se tudi prilagajam z naklado nekim realnim pričakovanjem. Ampak še vedno mislim, da pač gre glede na tematiko, da gre dobro knjiga. Predvsem tudi, da je dosti ljudi iz teh krogov recenzentov, kritikov, da je najprej recimo bilo malo proti, da jih ne zanima, potem so pa knjigo dobili, pogledali, pa so bili recimo navdušeni. Ja, to mi že dosti pomeni, pa da se gore na ime pač preprosto pojavlja, da je marsikjerno. Ok. No, če jaz bi pravzaprav zdaj sam, ne vem, Goran, pa Matej, mislim, zdaj oba malo poveta. Zdaj, to, kar sem že na začetku omenil, obstajata 2 varianti knjige. Limited edition, na koliko je limitirana? 30. To piše na fotografiji, 30, ja. Pa potem preostalih 270 komadov je navadnih knjigic. Vsaka pride skratka v limited edition je zraven fotografija. Tale, ne? To je pač, ti Goran povedal, to je kak poseben print. To je pač C-print, oziroma mokri postopek, skratka, gre za original v tem smislu. Omen. Potem zraven pride ta intervju, kaj smo že rekli, iz kje je ta intervju? Primorske novice, ker je delal Andraž Gombač, mislim, je bila v priliki, recimo 1. novembra, skratka, kot se pogosto zgodi, rečem, govorimo o temi smrti kot o fotografiji, kar ni nič napačnega. Kar se pogosto tu seveda dogaja. No, to je sicer seveda sestavni del te serije, v bistvu smrt ali pa konec življenja. Občasno potem nastopam kot strokovnjak za pogrebno običaje. Posmrtna, smrtna, pogrebna običaje. Kar me sicer seveda zanima, če se da kaj preveč. Ja. Sicer pa zdaj, če preden malo pogledam, če me kdo kaj za vpraša, to sem te še kot vprašal zdaj. Če pogledam zdaj ta cel tvoj opus, se je prav, vedno na nek način je tu vprašanje, v središču vprašanje telesa, oziroma neke v bistvu zelo ekstremne prakse v odnosu do telesa, je to poškodovanje, samo poškodovanje, potem je prišla smrt. Zdaj zadnja serija, ki si jo kazal okrog, je bila v bistvu že po imenu je simbolična, niso umrli, ampak so preživeli. Skratka, si zanihal ven pravzaprav iz same smrti. No, ampak niti ne, kot si rekel, da je od samega začetka, ko sem res naredil prvo fotografijo, ki je bila
za katero mi je bilo jasno, da je to fotografija, ki bo šla na razstavo in je začela pač to za leta 1990. Sem videl, da me zanima pač nasilje, potem nasilje in užitek, no, ampak nasilje, telo, nasilje, tako da ne vem, ko sem prišel, zelo hitro sem videl, bom rekel, zanima me truplo. Zakaj truplo? Truplo je pač končni stadij telesa, skratka vedno me je zanimalo telo in nasilje. In če je to truplo, pač bom rekel, nadaljuje, je to v tej liniji nasilja nad telesom. Kar se mene tiče, je smrt, ultimativno nasilje, smrt telesa, roke, nekateri mislijo drugače, pač, zame je to nasilje, prekinitev življenja, pač nasilje je to popoln poraz življenja v neki točki. In če si pa menil serijo Preživeli, pač to so preživeli iz koncentracijskih taborišč, bom rekel, me zopet zanimajo, kot so me vedno zanimalo vprašanja smrti in nasilja, jaz vedno, odkar pomnim, so me zanimalo koncentracijska taborišča. Zakaj? Zato, ker zopet gre telo, nasilje, smrt. No, ampak ne, te Preživeli so se mi zdeli zanimivi, kar 60 let po koncu druge svetovne vojne, to so ljudje, ki so bili zelo blizu krematorijev, videli so druge, kako umirajo, kako jih pobijajo in so smrti ušli, zdaj pa stojijo, zdaj pa ne bodo ušli, in so dobesedno umirajo. Bom rekel, že ljudje, ki jih jaz fotografiram zadnja, recimo 3 leta, umirajo. In se tega zelo dobro se zavedajo, da zdaj pa ne bodo ušli. Bom rekel, zdaj lahko bi rekel rahlo perverzna situacija, in zato je tudi ta serija ni črno-bela, ampak je črno-siva, ker dejansko rečem, da je te ljudje izginjeno, v izginjanju so. Tako da malček sem izstopil iz tega, ampak še vedno sem znotraj teh vprašanj. Tako da zdaj, če razmišljam več, kaj bom delal naprej, predvidevam, da bom ostal nekje tukaj. Potem mi najbolj že moral kakšen psevdonim. To so stvari, ki me zanimajo. Že zadnjih 30 let so to stvari, ki me res zanimajo, ki se me osebno zelo tiče. Že 30 let počnem stvari izključno, ki se me osebno intimno zelo tiče. Rekel, zdaj tako v zadnjem intervjuju Brett, ko je že Brett, recimo, ko se srečujem z ljudmi, ne vem, bomo rekli, dobim vprašanje, zakaj sem obseden s trupli. Resnično nisem obseden s trupli, ne zbiramo kostnjakov, recimo, če sem jih, ne zbiramo kostnjakov. No, ampak potem pravim, in ker je tudi on povedal svojo anekdoto, oziroma resničen dogodek, kako se je srečeval s trupli, sem jaz rekel, da pač imam tudi jaz eno, mislim, anekdoto, sicer resnična, kmalu po rojstvu, zdaj pa ne vem, je to stvar dnevov, dejansko je prišlo do, zdaj pa ne vem, zastrupitve krvi, pH faktorji. Skratka, morali so mi zamenjati celotno kri, kajti drugače bi ali umrl, ali bi imel utrpel hude posledice poškodbe možganov. No in jaz pač imam teorijo, da se veš, telo je pač imelo neko predispozicijo, da bi me ubilo. Pač jaz bi moral biti mrtev, ampak sodobna medicina je posegla vmes in porihtala stvari, ampak imam pa cel čas en tak občutek, veš, kot bi rekel, kot da sem nek avto s temi senzorji, veš, in cel čas mi signalizira, veš, da dejansko je fuč, jaz pa kar živim, ampak to imam enega dvojnika občasno, veš, ki je tako, ampak recimo, da zadnja leta odlično voziti, ampak je tu prisoten, tako si mislim, da od tu, kar pomnim, pač ta neka fascinacija, privlačnost, in pač, ne vem, vedno sem si želel iti na Tvašnico, recimo, in kot sem imel priložnost, sem šel in si to gledal, pač, ali pa bom citiral, videl sem enkrat, mislim, da sta delala Joel Peter Witkin pa Serrano, zdaj ali je Serrano spraševal, v glavnem, one dva delata intervju, one dva sta bila ta dva izpraševanec, tak je odgovarjal, in je vprašal Serrano Witkina, zakaj pa ti počneš to, kar počneš, trupla, na primer, in Witkin se v njegovi stari navadi razpisal, jaz mislim, mogoče to 10 strani, in reče Serrano, kako zelo si ti pameten, jaz pa počnem to, zato, ker me zanima. Zanima. Ja, preprosto. Evo, jaz bi zdaj malo to odprl, mislim, upam, da ima kdo kakšno vprašanje.
za Gorana ali pa za Mateja. Ker če nima, bomo pač... Jaz imam eno vprašanje, ko sva začela. Veš kaj, vedno imam eno vprašanje, ko gledam plakate, knjige, to je čisto tehnično, gledam razliko med digitalnim tiskom pa offsetom, recimo. Recimo tudi, dva plakata, ko sem stiskal, je bilo že v samem izhodišču jasno, da mora biti to offset, recimo, da je tudi kakšen dizajner, ne pusti digitalno offset, no in tako tudi knjigo se je izkazalo, da mora biti seveda, recimo, tradicionalno tisk offset, ne pa digitalno, kar najbolj iz finančnega vidika je tudi velika razlika. Finančna velika razlika tudi... Tako da se veš digitalno, mislim, da si lahko marsikdo stiska s knjigo v 10 izvodih ali 5. Definitivno. Ampak razlika je tudi potem, kak papir pija barvo, ne? Ker se ima dosti bolje na površju barvo pri digitalnem tisku. Tu se pa, kar je predvsem fajn, če imaš kakšen haptičen papir bolj, ne? Si mu gledaš je papir dodatno z kak reliefom, potem se še bolj vidi ta stvar, če imaš offsetni tisk. Kaj je bilo pri Goranovi knjigi problem, zaradi tega, ker smo polovico naklade morali stran vreči in še enkrat tiskati. Zato, ker je bilo toliko črnine, da papir ni prenesel tega, toliko barve. Toliko črne barve in prva stran je šla v redu, neko pa je šlo še enkrat preko skozi, ker bi morala biti še druga črna stran pri obiskovalcih, pa je prišlo do kemijske reakcije, do ghostinga in so naenkrat nastali sami duhci. Ja, in so rekli, malo se vidi, so mi rekli, ko so me klicali tiskarno, so mi rekli, kaj ste ti zarola. Njima je to vedno malo, pa se ni tako hudo, vse so trupla, pa se to dober ne bo opazil teh bikinc. Potem se nekako morali zamenjati papir. Ne, še enkrat smo, pa potem zato pa so obiskovalci samo po eni strani črni. Morali bi biti po obeh straneh črni, ampak preprosto je bo treba kompromis narediti potem. Ker so bili v Sloveniji, koliko sem opazil, potem, ker sem klical proizvajalce papirja v Italijo, so povedali postopek, tega postopka doben v Sloveniji ni delal in sem se odločil, da ne bomo eksperimentirali, bom raje pač kompromis prijavil. Jaz 2 besede. Sicer nisem videl knjige v blizu, ali pa podali zelo fajn. Na prvi pogled se mi je zdelo, mogoče še marsikomu nenavadna ta odločitev za japonsko vezavo. Spomnil sem se, da je založnik delal fotografsko na japonskem in tako naprej. Povezava na prvo žogo, ampak če pogledamo malo japonsko, tam zelo prisotna ta dvojnost, po eni strani ta nežnost, liričnost, občutenost, po drugi strani ta izrazito specifičen, brez kompromisov odnos do smrti tudi, če pogledamo razne kodekse, seminarje, samomorilsko prakso in tako naprej. Tako da na nek način se mi zdi, da se tukaj vsebina in forma približujete te dvojnosti, da res verjetno pride do tega intimnega učinka v tem soočenju s smrtjo, kar je po mojem veliko boljše, kot da bi bilo okovano ali pa črnem usnju in tako naprej. Na neki drugi ravni pa je to zaživiti. Točno to, se bi delovalo verjetno tudi lahko, ampak čisto na drugi ravni potem ne. Kar mislim, tudi ne je poslabo samo potem, to pa je bil tudi stvar financ. Se zdi na prvi pogled zanimivo odločitev. Evo, ima še kdo kak vprašanje, komentar, medklic? Mogoče, jaz sem pomislil pa na to, na nek način je smrt, o kateri se pogovarjamo na ravni družbe, tako je vedno zelo ideološka. Pa sem pomislil na to, da te fotografije, način, kako si se lotil, še nekaj vmes povedal. V smislu, skozi imamo to, mogoče se prevladuje, ta predstava, da je fotografija skozi probala nekako slediti slikarstvu. Ampak zgodovina pravzaprav kaže to, kako je slikarstvo se zelo prilagajalo fotografiji in skušalo tudi oponašati, kako se reče, fotografijo. In če pogledaš sliko, če bi tudi, kateri si govoril na Dunaju, pogledal eno sliko, painting, verjetno ne bi bil ta šok, zato ker so pogled, to je nekdo v svoji glavi na sliku. In tukaj
se mi zdi prav to ključno, da so te fotografije kot slike, ne? In ne delujejo v tem smislu, kar je mogoče velikrat to zavesti ljudi, da je fotografija nekaj dokumentarnega, nekaj realnost zunaj, ker je sam poslikar. V resnici gre za slikarstvo, neka umetnost in to je tista smrt, ki je zelo intimna potem se naveže na posameznika in zaradi katerega je tako, da so nahajnih, ko se tako intimno gleda, zato ker se zazreš v lase. Smeri se na neki ravni pogovarjamo o smrti zelo ideološko, nepovolska in tako, ne. Ampak intimna izkušnja smrti pa je nekaj, kar je v zgodovini bilo vedno zelo malo okrog tega pregovorjenega, in tudi danes je tako, o tem se ne govori. V tem smislu je čist panč tudi pina, če te ne govoriš. Uspoj zdaj preveč. Te fotografije govorijo. Pravzaprav, zato je bil za mene to je recimo eno od razlogov, zakaj nisem imel teksta kot teksta noter v knjigi. Ker težko je bilo, sicer sva se zgorovno pogovarjala, pa mi je pokazal tekste, ki jih ima, težko je. Poj bi že nekdo moral prav za to napisati tekst, posebej za to, ne vem. Tako se mi je dosti bolj nekako razumljivo tudi, zakaj se Goran s tem ukvarja. Ta intervju se mi je zelo super. Način, kot samo zraven, neka malenkost, ki je zraven. Ja. Ker dosti ljudi pa samo to nekaj... so narejene foto. Vse to ravno, ker potem dosti ljudi si pač predstavlja, ne vem, da je totalni fetiš. To pa rešli, ja. In potem mislim, da taka stvar tudi zraven zelo fajn zapravljena. Ok, nič, a se bomo prevesili v neformalni del? Skratka, to sem pozabil... Preden se prevesimo, knjigo se da kupiti, da? Knjigo se da kupiti, seveda, Goran me je spomnil še na eno stvar, ki sem jo zdaj, ker jih njem pred očmi pozabil, skratka, posteri oziroma plakati. Poleg tega, da se da kupiti knjigo, se da kupiti tudi plakate, ki so tam nalepljeni na steno, ki so bili narejeni za, v bistvu, ne z namenom, s tem namenom, ampak pravzaprav so bili narejeni v času otvoritve razstave, samostojne razstave Body and Flash na Dunaju, ki je zdaj v kratkem končana. Tako da vse to je, kar je tle, se da tudi nabaviti. Drugač pa, jaz vas pa vabim na vino in rakijo tam k šanku od zadnji. Hvala.